Evo ga, še zadnja snov iz kvadratne karkoli, kvadratne funkcije, kvadratne enačbe, in sicer to so kvadratne neenačbe. To je naslov za zvezek, kvadratne neenačbe. Kvadratne neenačbe so takšnele oblike, ne. Imamo ax na kvadrat plus bx plus c, to ni neko presenečenje, ne, saj zdaj že imamo skozi to obliko. Zdaj pa, ker je to neenačba, to je neenačba, ne pa enačba, ne. Potem je namesto enačaja ali znak večje od nič ali znak manjše od nič ali večje ali enako nič ali pa manjše ali enako nič. Se pravi, vse te relacije so možne, ne. Če imamo pa enako, je pa enačba, to pa tako že obvladamo. Tako, zdaj spet zato, da imamo res kvadratno neenačbo, a ne sme biti nič, a, b pa c pa so neka števila. Kako jih rešujemo? V bistvu bomo mi reševali bolj kot ne samo preproste enačbe. Sprašujemo se, kdaj je v bistvu funkcija ali pozitivna ali pa negativna. Pa bomo zdajle rešili ene 3-4 primere. Nekaj bom dala za domačo nalogo. Pa je konec, kratka snov. Na primer, x na kvadrat minus 100 je večje od nič. Kako bi se tega lotili? Zdaj, tule mi dovolite eno skico. Če imamo kvadratno enačbo, lahko se zgodi, da je obrnjena navzgor ali pa navzdol. Se bomo pol pogovorili, kaj že pomeni, ne. Katera vrednost. No, in zdaj funkcija, ki je večja od nič, je nad x-osjo. Se pravi, ta je večja od nič. Spodaj so pa manjše od nič, ne. Se pravi, če imamo mi koordinatni sistem, so tukajle večje od nič, tukajle pa manjše od nič. Vrednosti, ne, so večje od nič ali pa so manjše od nič. Tu pa je x-os, ki jo deli. In zdaj, če bi mi imeli kvadratno funkcijo, na primer obrnjeno takole, potem rabimo mi tole točko pa tole točko in ali je obrnjeno navzgor ali navzdol. Okej. Ima tale točka kako posebno ime? Ja, ničle. Se pravi, če imamo ničle in ali je obrnjeno navzgor ali navzdol, potem vse vemo, ne. Tako. No, in to bomo zdaj naredili. Pretvarjali se bomo, da tule ni večje, manjše ali kakorkoli, ampak bomo tole preprosto hoteli dobiti ničle iz tega. In to lahko razcepimo, recimo x minus 10, x plus 10. Zdaj se bom potrudila, da bojo večinoma te kvadratne neenačbe bolj na to, ne bojo tako težke za rešiti, večinoma bojo razcepne. Tiste težje za rešiti bojo kar pri enačbah, a ne. Pri neenačbah pa je meni važno, da vi znate potek in katere vrednosti vzeti. Okej. No, in tukajle vidimo, da ničla, ne, te ustrezne enačbe za to kvadratno neenačbo bi bila 10, pa x2 bi bila minus 10. Okej. Dve ti glavni stvari že imamo. Pa dajmo zdaj črto narisati, pa gor označiti ničli, ne. In sicer minus 10 je ena in pa 10 je druga. To važno je samo, da imate tako približno, ker to je skica, ne. Zdaj pa, če je a večji od nič, potem je parabola obrnjena navzgor, ne, se spomnite. Če pa a manjši od nič, je pa parabola obrnjena navzdol. Se pravi, če so negativne, ne, če je negativno, negativno smo dol obrnjeni, če smo pozitivni, smo veseli, smo gor obrnjeni, ne. Si lahko zapomnite, ne. Ali pa če si kar zapomnite, saj ne. Kakorkoli. In v našem primeru je a enako 1. To pomeni, da smo pozitivni in smo obrnjeni navzgor. In to si lahko narišemo takole, ne, pač gremo čez ničle in obrnjeni smo navzgor. Zdaj pa mi iščemo vrednosti, ki so večje
od nič večje od nič so nad x osjo. To pomeni tule. Zdaj pa, seveda rešitev moramo narediti pa po x-u. In zdaj, če pogledamo, x pride od minus neskončno pa gre do minus ena, se pravi rečemo, x je element od minus neskončno pa do, minus 10. In od 10 pa do neskončno. A je 10 zraven? Ni zraven. Ni zraven. Če bi bilo 10 zraven, se pravi, da bi bilo večje ali enako, potem bi bil tukaj oglati oklepaj tisti, seveda. Ta pomeni, da je zraven 10, ta pa, da ni zraven, ne. Neskončno pa je vedno v odprtem oklepaju, ker ga ne moremo nikoli ujeti. In tole je rešitev zdajle. Takle. Okej, zdaj smo večja od nič, zdaj pa dajmo še eno, ki bo manjša od nič. Na primer, x na kvadrat plus 5x plus 4 je manjše ali enako nič. Najprej moramo razcepiti. Da se po vetu. X plus 4, x plus 1 je manjše ali enako nič. Dobimo dve ničli, x1 je minus 4 pa x2 je minus 1. In zdaj moramo se še odločiti, koliko je a. A je 1, to je pozitivna vrednost, se pravi, ima plus od spredaj. Smo veseli. Evo ga. Narišemo našo x-os. Označimo ničle. Tule je minus 1, ne, tule je recimo minus 4. In ker je navzgor obrnjena, jo obrnemo v navzgor. Zdaj pa, kake rešitve iščemo? Iščemo manjše ali enake nič. Ta znak, da je tukaj manjše, funkcija je manjša od nič, to pomeni pod x osjo. To je manjša. Največja bi bila pa tu. In od kje do kje zdaj jemljemo x-e? Od minus 4 do 1, ne, tale del. Po x-u gledamo, a sta ta dva zraven? Sta. Zato je rešitev x je element, oglati oklepaj, ker je minus 4 zraven, pa do minus 1, pa konc tudi oglati oklepaj. Tako. Je pa še domača naloga, in sicer recimo tale, tale, pa tale, takole, te. Ostale pa tudi lahko imate tukaj rešitve zraven. Seveda jaz vas ne omejujem. Ponudim vam neko rešitev, ne. Vas pa ne omejujem.